Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes govorimo naprej o razstrupljanju. Zadnji video, ki sem ga posnela, sem govorila o tem, kako na fizični bazi pač počistimo strupe. No in moramo razumeti, takrat, ko nam ne gre dobro razstrupljanje, pomeni, da ostajajo v medceličnem prostoru toksini, pač snovi, ki bi jih moglo telo izločiti iz telesa in enostavno zastruplja potem telo samo sebe. Če zdaj samo ponovim, tisto, kar je pomembno, pri razstrupljanju je prva točka, kako deluje črevesje. Ker komur ne deluje črevesje, kdor ima prehitro ali prepočasno prebavo, pomeni, da enostavno, sploh tisti, ki imate prepočasno prebavo, pomeni, da strupe telo vsrka nazaj in jih potem nekam odloži. Naslednja stvar je pa potem, kako uspete spraviti strupe iz medcelične tekočine in kaj vpliva na delovanje limfe. In o limfi smo že večkrat govorili, dobesedno pa na limfo vplivamo s svojimi čustvi. Tako da v osnovi bomo govorili, kako razstrupiti čustva. Ker dokler se ne lotimo razstrupljanja čustev, toliko časa na medcelični tekočini pač zastajajo strupi in pomeni, da lahko, ne vem, se razvije kandida, lahko se pravi zakisano telo, lahko ste kronično utrujeni, lahko ste brez energije, lahko imate meglo v glavi. Megla v glavi pomeni, da vaše telo je shranilo strupe v mehka tkiva, v možgane. In ja, kaj je treba narediti, da boste to spravili ven? Zdaj, tukaj je tisto, kar sem sama preizkusila na svoji koži, je sigurno zdravilna molitev dekodiranja. Kako sem prišla do te zdravilne molitve dekodiranja, mogoče za tiste, ki ne gledate tako pogosto moj kanal. V glavnem, leta in leta berem že knjige za osebno rast. In v vseh teh knjigah, v mnogih piše, pusti preteklost tam, kjer je. In jaz se jo pustila tam, kjer je. In veste, kakorkoli, občutek sem pa imela tako, kot da ves čas dajem pod preprogo, vem, da tam obstaja nek kup, ki me moti, ampak ne, s tem se ne ukvarjam, jaz vem, kaj hočem. Nenazadnje, za vse tiste, ki ste prebrali knjigo Skrivnost, točno veste, naslikaš si cilj, veš, kaj hočeš, si ga predstavljaš, vizualiziraš, narediš si vision board, si ga naslikaš, daješ občutke noter in potem se pojavi. In potem se zbudiš iz pravljice. Jaz sem preizkusila, to pri meni ne deluje. Pač ta pravljica pri meni ne deluje. Prišla sem do zaključka, da jaz se lahko odločim, nenazadnje sem že dosti časa na svetu, zdaj vsak čas bom imela 52 let in nenazadnje delam na osebni rasti od svojega 22. rojstnega dneva. Zdaj pa pomislite, to je 30 let dela na sebi in sem prišla po določenem obdobju, da se vrtim v nekem krogu, da jaz se odločim, da bom nekaj naredila, vklopim zavestni ampak da bom nekaj mogla narediti, da bom prišla do podzavesti. No in ta podzavest je tista, ker sem pa potem pogruntala, da imam toliko stvari noter, da juhej, pol se pa pejdu v življenju. No in zdaj, kako počistiti podzavest? Prvo stvar moramo razumeti, da najlažje komuniciramo s svojo podzavestjo preko mišičnega testa. Mišični test sem vas že učila, ampak mogoče za tiste, ki niste toliko pogosto na mojem kanalu, poglejte, zravnano morate stati, je lažje. Jaz sicer tukaj pač nimam prostora, da bi lahko se postavila. Lahko pogledate za nazaj videe in vtipkate v YouTubeu mišični test resnice. V glavnem, če jaz zdaj, ko sedim in sem zravnana, pomembno je edino stvar le to, da imate ta ramenski obroč mora biti sproščen. In če imate občutek, da ste zategnjeni, dajte majčkeno pomigati, malo dihati in si parkrat ponovite, dovoljujem si čutiti svoja čustva. No in potem, ko imate občutek, da ste mirni, lahko roke prekrižate in enostavno rečete svoje ime. Jaz če rečem svoje ime, jaz sem Minka, grem naprej. In če rečem, jaz sem Polde, kar nisem, grem nazaj. No in v glavnem, to je zdaj zame neresnica. Lahko si preberete knjigo
Skrivnosti aboriginskega zdravljenja, kjer je tudi noter upisan mišični test resnice, pa kje sem ga še srečala, pa še kje, v glavnem, ampak predvsem, no, jaz sem prišla do zaključka, da to meni res pomaga. No in ta mišični test resnice, ko ga začneš izvajati za sebe, sem prišla do zaključka nekaj let nazaj, da imam v svoji podzavesti program Potrebo imam po zlorabi. Zdaj pa pomislite, če imaš potrebo po zlorabi, to je tako, kot da bi nosil velik jumbo plakat in nosi gor je napis, če je kje kakšen, ki bi rad koga, 3 pikce, sem jaz ta prava. In dobesedno sem privlačila take ljudi v svoje okolje, v svoje poslovno življenje, dobesedno iskala sem zlorabljevalce. Pa bi človek rekel, pa saj tega ne iščeš. Ja, zavestno ne, ampak na podzavestni ravni pa dobesedno to oddajaš, to tvoje polje govori o tem, da je pač treba nekaj počistiti. No, danes sem govorila z eno gospo, ki je leta razvezana, je rekla, ampak še vedno imam težave. In zdaj začela delati, izvajati zdravilno molitev dekodiranja in vidi, da kako se ji čistijo te celični spomini. In celični spomini dobesedno včasih grejo tudi preko bolečine ven, tako da ne se bati tega. Ampak ja, jaz govorim za sebe, ko sem čistila določena čustva, ki so bila ujeta na medcelično tekočino, sem dobesedno podoživljala ista čustva. In to ni nič narobe, ta ujeta energija se je pač sprostila. No, preden sem prišla do zdravilne molitve dekodiranja, sem začela izvajati zdravilni kodeks, dr. Alex Lloyd je to pogruntal in meni ni delovalo. Enostavno ni delovalo. Jaz sem se počutila po 3 mesecih, kot da sem še kar na začetku, kot da enostavno ne pridem nikamor, čeprav sem vsak dan, 3-krat na dan, 6 minut izvajala to meditacijo. Tako da zato sem iskala naprej in prišla do zdravilne molitve dekodiranja. No in zdaj ta zdravilna molitev dekodiranja, sem jo posnela na CD, zdravilna oziroma aktivacija svete kode v srcu posameznika, drugače pa opisana v knjigi, ko imajo čakre žur, pa ko imajo duše žur, pa ko ima življenje žur, v glavnem vse teh zadnjih 3 knjigah je opisana ta zdravilna molitev dekodiranja. No, sploh v zadnjih 2 knjigah sem prišla do zaključka, če damo to zdravilno molitev v 3 korakih. Se pravi, prvi korak čiščenja celičnih spominov je, da izpostavim mojo težavo. Recimo, če imam težave s limfo, recimo zatekanje telesa, pomeni, da imam po vsej verjetnosti težave s spolno čakro. No, tudi o tem sem pisala, ko imajo čakre žur. Se pravi, če imam težave z limfo, imam težave s spolno čakro, težave imam s solarnim pleksusom in z grleno čakro, vse skupaj je pa povezan s čakro 3. očesa. No, zdaj, mogoče vam je tako, kaj naj zdaj s tem informacijam naredim na koncev? Čisto preprosto. Lahko date noter v zdravilno molitev dekodiranja, se pravi, vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z zastajanjem limfe ali pa odtekanjem telesa ali pa pojavom celulita, v povezavi z blokado na spolni čakri. Lahko samo dodate zraven, zaradi tega, ker boste v bistvu s tem avtomatično šli čistiti še blokado na spolni čakri. In zdaj, če gledamo, kaj se pa zapisuje na spolno čakro kot na energijskem delu, se pa prenašajo vsi spomini naših babic, prababic, vse zlorabe, vsi občutki, ženska je manj vredno bitje in tako naprej. In glejte, če ste Slovenka, verjemite mi, imate ta program. Ker drugače ne more biti, ker smo bile vse vzgojene na ta način, bodi tiho, potrpi, daj glavo dol in ne nazadnje, tudi če ste Slovenec in imate odtekanje telesa, pomeni, da imate nekaj ujeto, ne vem, kar je povezavi s spolno čakro, ja, čustev pa že ne boš kazal, ja, kakšen desc pa si, ali pa ne nazadnje slovensko, kar rečejo, men dol visi. Ja,
ful dobro, da ti dol visi, a ne? Enkrat mi je rekla ena Hrvatica. Je rekla, a veš, zakaj so Hrvatje boljši ljubimci kot Slovenci? So rekla, nimam pojma, pač ne vem, a ne? Ona pravi, Slovencu dol visi, Hrvatu se pa jebe. Tukaj dajte če vam je to preveč. V glavnem, kakorkoli. Dejstvo je, da se celični spomini prenašajo in da ostajajo, dokler jih ne dekodiramo. Se pravi, prva točka tega dekodiranja je izpostavi težavo. Druga točka tega dekodiranja je aktiviraj zdravilna središča, ki jih imaš, in eno je tukaj na čelu, drugo je tukaj na grleni čakri, tretjo je povezavi z zmanjšanjem stresa in z nadledvičnimi žlezami, tukaj sta 2 točki, in četrto je povezava z epifizo. Se pravi, na vsaki te točki ponovimo zdravilno trditev, vsi nivoji moje duše se polnijo zdravilno božjo svetlobo. No in naslednja stvar je pa potem, da damo roke v položaj blagoslova in si pred sabo predstavljamo svoj srečen konec, nadaljevanje sebe, kako smo ozdravljeni, kako napredujemo, kako nam vse gre. Ker v sebi imamo moč. In zdaj, kako aktivirati te vaše roke, ker res imamo v sebi moč. Poglejte, roke lahko aktiviramo na ta način, da pride do večjega samozdravljenja. Na ta način, da tukaj na sredini pritisnete s palcem, tako jih aktivirate. Lahko jih aktivirate na ta način, da nekajkrat zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da se ogrejejo. In recimo zanimivo pa je, da imam eno prijateljico, ki pravi, da samo vzame v roke mojo knjigo in ji zažarijo roke. Dobesedno preko rok skenira energijo. No in zdaj, ko vam zažarijo roke, ko občutite, da vam mogoče blazince žarijo in da tukaj gor, da vam žari, samo to energijo usmerite tja, kamor želite, v to zdravljenje tega, kar želite. In boste videli, meni čisto žarijo roke, zdaj, če bi potipali moje dlani, meni dejansko gorijo. In to je zdravilna božja svetloba, ki jo imamo vsi, ki jo lahko uporabljamo za samozdravljenje, ki jo lahko uporabljamo za to, da vplivamo na končni rezultat. In v glavnem, ta moč, ki jo imamo v rokah, recimo na raznih slikah je Jezus prikazan, kot da mu iz rok grejo zdravilni žarki. Ampak to imamo vsi v sebi, vsi. Zdaj pa bolj, kot smo obteženi s temi celičnimi spomini, z bolečinami, zamerami, žalostjo in tako naprej, pač manjši je naš energijski pretok. In bolj, kot smo prečiščeni teh težkih občutij, večji pretok zdravilne božje energije gre skozi nas in dobesedno vpliva na to, da je pač naše energijsko polje žari. In to imamo vsi v sebi. Glejte, zato pišem priročnike, zato ker verjamem, da s tem lahko pomagam. Ampak res lahko pomagam. Recimo, občutek imam, da sem obtičala v življenju. In zdaj, če jaz preizkusim, občutek imam, da sem obtičala v življenju. Jaz ga nimam, ampak mogoče imate pa vi občutek, da ste obtičali v življenju, ampak imate res pol občutek, v službi ni napredka, doma nikamor ne pridete, kar naprej imate ene drame, pa še avto vam crkne, da vam pokaže življenje. Obtičala si. Nam nikdar pozabila, ko sem jaz imela ta občutek, da sem obtičala v življenju, in se mi je začela predvajati ena pesem, ki mi je bila tako všeč, taka živahna je, živahna. Ampak ko sem začela pa poslušati, besedilo je pa I'm sitting in the middle of nowhere. Se pravi, imam občutek, da sedim na sredini ničesar. In video, in prav sem rekla, poglej, še muzika mi je pokazala, glasba, ki mi je prišla na pot, mi je pokazala, obtičala si.
A vidiš, to ti občutiš. In bodite pozorni na to, kaj slišite. Nekdo gre mimo, kaj slišite. Mogoče ste to rabili slišati. Mogoče bodite pozorni na to, katera glasba se predvaja ali pa tista, ki se vam noter v glavi vrti. Na sanje bodite pozorni, ker vse to je sporočilo vaše duše, ki vam govori, kaj imate za narediti, kaj je vaš naslednji korak. In vidim, ampak res vidim, da zdravilna molitev dekodiranja res deluje. Ampak res deluje. Za vse tiste svetle duše, ki ste se odločili, da v tem življenju počistite, da se ne boste več ukvarjali z enimi in istimi ljudmi in da ne boste več z njimi plesali novega plesa, dajte dati v oklepaju je novega življenja, dajte počistiti. Nič ni narobe, če vas življenje parkira na neko parkirišče in imate res občutek, da ste obtičali, ker to je priložnost za vašo rast. To je priložnost, da si vzamete čas, da naredite majčkeno bilance, da pogledate, kaj pa jaz v resnici občutim, ker telo vam ves čas govori, kaj vi občutite, ampak vi terate dalje in ne želite slišati. Tako da tole razstrupljanje misli mogoče bolj zapleteno kot pa razstrupljanje telesa, ampak vse gre z roko v roki. In če ne razstrupimo misli naših čustev, pomeni, da naše telo proizvede bolezen, pa nas začne mogoče ki majčkeno boleti ali pa malo špikati, ali pa na koncu koncev tisti, ki imate konstantne bolečine mogoče v vratu, je mogoče čas, da nekoga date dol. Kdo vam sedi za vratom? Kdo je tisti, ki vas komandira? Mogoče je vaša kritična mama, ki jo imate še kar v glavi, ki vam govori, nisi dovolj, nisi se potrudila, nisi pridna punčka. Dajte to ven iz vaše glave, to vašo mamo, ki vam govori, kaj ni v redu. Ali pa mogoče kritičnega očeta, ki vam nikdar ni povedal, kako ste čudoviti. Glejte, to lahko odstranite iz svoje glave in sami sebi poveste, da ste čudoviti, da ste veličastni, da vam pripada ljubezen, da si zaslužite vse dobro, da, čakajte, zadnjič sem pisala tako dobre stavke, čakajte, da vidim, je to tole. Stvarstvo me ljubi in zavedam se, da sem vredna ljubezni. Vse je tu z namenom, da vedno bolj postavljam sebe na prvo mesto. Vsak dogodek in vsak odnos je tu z namenom, da napredujem kot duša in tako naprej. Vidim, nekaj se je sprožilo zdaj. Ko pridem v nek tok energije, ko se nekaj sproži, takrat dobesedno gre energija čez mene in kar je tudi v redu. Tako da, dajte se zavedati, v sebi imate vso moč, vse, kar potrebujete, stvarstvo vam pošilja. In ker vam stvarstvo pošilja vse te dobre stvari, kar je na vas, je edino to, da prečistite svoje spomine, svoje bolečine, da odpustite in boste videli, stvarstvo vas bo vedno, vedno nagradilo z vsem dobrim. Tako da, želim vam vse dobro, uživajte in predvsem naj se v vašem življenju zgodi blagoslov vsega dobrega.